Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. 22. decembra je v Kranju potekala prva redna konstitutivna seja mestnega sveta Mestne občine Kranj. S potrditvijo mandatov 33 svetnicam in svetnikom Kranjski mestni svet začenja nov mandat. Vodenje občine nadaljuje župan Matjaž Rakovec, podžupansko funkcijo pa Janez Črne. Jaz sem izredno vesel, da so Kranjčanke in Kranjčani prepoznali, da smo v preteklih 4 letih res ogromno naredili za Kranj in da imamo veliko projektov še v realizaciji, tako da verjamem, da bo ta drugi mandat še uspešnejši. Obenem sem vesel tudi za novo sestavo mestnega sveta, predvsem to, da je stranka, kateri pripadam, osvojila največ mest. Je pa tako, da bomo kulturo dialoga obdržali tudi v prihodnjih 4 letih in verjamem, da bomo res dobro sodelovali. Mestna občina Kranj kot tretja največja občina v Sloveniji je izrednega pomena ne samo za ta del, ampak Gorenjske, ampak predvsem tudi Slovenije. Pred nami je zanimivo obdobje, nova finančna perspektiva in pa seveda 2 velika projekta, ki jih moramo izpeljati, za katere smo bili nagrajeni strani Evropske komisije, in sicer misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. S to misijo dejansko že začenjamo, izpeljali smo že nekaj projektov, obetajo se pa seveda novi. Eno od teh je zdaj ureditev kanjona Kokre in druga seveda to, da smo postali evropska destinacija odličnosti za leto 2023, kar nas zavezuje, da bomo v letu 2023 dokazali, da smo to tudi zaslužili. Drugače pa seveda glavna usmeritev je usmeritev v digitalizacijo in pa zelen preboj, to se pravi ohranjanje narave, čim več pametnih mest tukaj, to se pravi od večjih načrtov, ki jih imamo, pa prav gotovo na prvi seji sprejem oziroma predlog odloka za stanovanjski sklad Mestne občine Kranj, potem seveda pridobivanje gradbenega dovoljenja za nov dom za upokojence in pa proces javne-zasebnega partnerstva za nov zdravstveni dom. Od ostalih projektov pa seveda gradnja stanovanj, kot vemo, se bodo gradnja nekaterih začela že takoj po novem letu. Načrt je, da v tem mandatu dosežemo številko 1000 novih stanovanj. Tukaj je potem nova industrijska cona, 18 hektarov, trenutno poteka komasacija, zelo zahteven postopek, ampak jaz računam, da bomo to čim prej končali, glede na to, da nam je Ministrstvo za gospodarstvo in ekonomski razvoj že odobrilo dober milijon sredstev za izgradnjo ustrezne infrastrukture. Poleg tega pa seveda veliko ostalih zadev na športnem področju, gradnja vedno izziv nove hokejske dvorane in pa športne dvorane in pa seveda tudi ostale infrastrukture. Ne smemo pozabiti, da bomo v tem obdobju tudi začeli z gradnjo nove infrastrukture, kar se tiče kanalizacije, in sicer tukaj je izziv Golnik in povezava do Mlake in pa potem Hrastje Čirče, ter pa seveda začeli bomo tudi z desnim bregom Save, Besnica in pa naprej iz Mavčič bomo nadaljevali izgradnjo novega cestišča. Seveda bomo pod cestišče vnesli vso ustrezno infrastrukturo. Kar se prometne infrastrukture tiče, dobra novica je to, da aktivnosti na Darsu potekajo za ta nov izhod Kranj-Sever, tako da jaz sem zelo optimističen in verjamem, da bo zadeva končana še pred obljubljenim rokom. Kot vidite, dela potekajo tudi na povezovalni cesti od Britofa do Hotemaš. Nadaljujemo takoj, jaz mislim, da bo že na prvi redni vsebinski seji podan predlog za povečanje sredstev za to, da izgradimo
kolesarsko povezavo in pa peš povezavo od Tuša do industrijske cone Hrastje. Imamo pa v planu v tem obdobju, glede na to, da bo kar nekaj sredstev namenjenih za to kolesarsko infrastrukturo, tudi povezavo preko Save in sicer iz meje do Prebačevega in pa potem v nadaljevanju verjetno, da se bomo lotili projekta od Spodnje Besnice pa do Okroglega. Zgradili bomo tudi kolesarske povezave, zelo pomembno to, kar naši prebivalci nekako pričakujejo, povezava od Žabnice do Kranja in pa od Golnika do Mlake. To je zelo pomembna povezava, ker bi radi čim več dejansko želeli, da ljudje čim bolj na zdrav način in pa na zelen način prihajajo v mestno občino Kranj. V prihodnjih letih na začetku pričakujemo dokončanje projekta P+R prvega na Gorenjskem, to se pravi na Zlatem polju. Skratka, veliko projektov imamo, tako da sem z velikim veseljem in optimizmom in pa dobro voljo vstopamo ta nov mandat, imamo polno energije za to, da res lahko ogromno naredimo. Bo pa veliko tudi ostalih projektov, ki tukaj niso načrtovani in se bodo pokazali čez to obdobje. Predvsem vidim, da smo zelo zanimivi za mesta, ki so tudi v tej misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Želijo, da sodelujemo pri njihovih projektih in jaz verjamem, da bodo to zanimivi projekti, v katerih pa dejansko bomo povedali kaj več takrat, ko se bomo s temi konkretnimi mesti tudi povezali in dobili konkretno ponudbo. Imamo pa mi tudi že 2 pripravljena projekta, ki bi jih skupaj z Velenjem in pa Ljubljano takoj po novem letu tudi objavili. Imali ste gospoda Černeta za podžupana, razmišljate še o kom drugem? Ja, imenoval sem seveda Janija za podžupana, glede na to, da je ta 4 leta res odlično oddelal, tako mestne svetnice in svetniki so bili izredno zadovoljni z njim, tudi mislim, da vsi občani in občanke, ki so se obrnili na nas. Imamo tudi dobrega direktorja. Kar se tiče pa podžupana, pa razmišljamo o tem bo pač govora potekalo po novem letu. Imamo čas, bi pa nekako želel 2 taki organizacijski spremembi. Eno je seveda ta digitalizacija in pa zeleni prehod. Temu bomo dali seveda glaven poudarek, glede na to, da bomo tukaj lahko dobili tudi največ evropskih sredstev. Po drugi strani pa seveda pokazalo se je, da smo v tem mandatu zelo dobro naredili, ko smo dali večjo veljavo krajevnim skupnostim. No in če bomo dobili, to se pravi, tukaj je dilema, a bomo imenovali podžupana za ta digitalni razvoj in pa zeleni preboj ali za krajevne skupnosti. Bomo pa sigurno vklepili vlogo krajevnih skupnosti, pokazalo se, da tam, kjer so res dobri ali dobre predsednice, predsedniki krajevnih skupnosti, da se res veliko da narediti. Ukrepili bomo participativni proračun in pa tudi sredstva po 8. členu, ki pripadajo krajevnim skupnostim. Skratka, res bi radi, da nam oni predlagajo, da nam oni odprejo oči, kaj dejansko v posameznem kraju potrebujejo. Mislim, da je to prava pot, da res ljudje oziroma občani in občanke, krajani in krajanki dobijo tisto, kar si v tistem kraju najbolj želijo. Boste tudi ta mandat delovali brez koalicije? Ja, tudi v tem mandatu, jaz mislim, da je to najbolj odprta zadeva, da vsi sodelujejo, vsi enako prispevajo pri projektih oziroma pri razvoju. Sem se že pogovarjal z predstavniki vseh svetniških skupin oziroma strank in dejansko to tudi sprejemajo. Jutri vemo, da je komisija, kjer bi radi imenovali delovna telesa. Tudi tukaj je več ali manj že usklajen dogovor, tako da res optimistično gledam, da bomo tudi v tem mandatu delovali brez kakšnih večjih prask, ampak res tudi zelo dobro. Hvala lepa.
še kakšno vprašanje za podžupana morda? Tam že znano, več zadožitve, a so stare. Še kaj dobo zdravo. Ja, sem še kaj dolgo zraven. Zadovoljen župan. Želimo si predvsem, mislim, da je nova zadolžitev, tudi čeprav sem jo že prej pokrival, se pravi medobčinska uprava. Tukaj imamo kar nekaj načrtov, da našo medobčinsko upravo Gorenjske, da jo razširimo. Želimo si predvsem, da bi enotno nastopili na področju redarstva od Kranjske gore do Škofje Loke, pa nekje do Kamnika, ampak pogovori se bojo še začeli, pa bomo videli, kam pridemo z ostalimi občinami. Jaz od tega mandata pričakujem, da se bo kar veliko stvari naredil. 200 se je že danes, pa mogoče sploh tega niste opazili. Izbrali smo nov, se pravi, arhitekturno rešitev za vrtec Sonček, to da se v naslednjih 2 letih obeta nov vrtec, hkrati pa nov večji, seveda iz 3 oddelkov gremo na 7 oddelkov, pa danes smo podpisali še eno zelo pomembno zadevo. Z skupino NLB smo podpisali pogodbo o pametni mestni kartici, ki mislim, da bo kar zelo spremenila življenje občanov in občank, ki bojo uporabljali te storitve, tako javne kot tudi privatne. Svetnice in svetniki si želijo, da bodo dobro sodelovali in odgovorno spremljali odločitve za razvoj mestne občine in njenih prebivalcev. V mestnem svetu bo v mandatu 2022-2026 odločalo 16 svetnic in 17 svetnikov.